raziskovalka in tudi kot univerzitetna učiteljica proučujete in predavate o tistem, kar laiki običajno gledamo in beremo v literaturi v znanstveni fantastiki. Ste astrofizičarka in proučujete predvsem, lahko bi rekli, ekstremne pojave v vesolju, kot so recimo črne luknje, gravitacijske valove, izbruhe, sevanja gama in tako naprej. Zakaj vas zanimajo prav ti ekstremni pojavi? To je težko pojasniti, zakaj točno ti meni se nekako so se mi zdele te črne luknje za začetek nezanimive, to je tudi že v času študija, potem tudi za diplomo imela temo povezano s črnimi luknjami, se pravi, kako je videti, če zvezda pade v črno luknjo. Tako da sem potem nekako nadaljevala v tej smeri, pa tudi me je zanimalo, me je gnalo v to smer, ker se mi je zdelo nekaj posebnega. Meni ni nikoli tako vleklo, da bi proučevala veliko število zvezd, da bi neko statistične analize delala po to, ampak se mi je zdel bolj izziv nekaj tajega, kar se ne dogaja pogosto, kar se mogoče v vesolju redkeje dogaja, ampak je izjemno tudi po tem, recimo, kakšne energije so vključene, kakšni pojavi se zgodijo, recimo taki pojavi, ki jih na Zemlji ne moremo nekako v laboratorijih ponoviti, ker nimamo dovolj energije, dovolj močnega magnetnega polja in podobno. Znanstvenic, astrofizičark niti ni tako veliko, ne? Še vedno imamo občutek, da je to bolj kot ne domena vaših moških kolegov. Morda je to lahko tudi zmotna percepcija, a kakorkoli, kako to, da je vaše zanimanje za znanost vas odneslo v to polje, astrofiziko? Ja, jaz nisem nikoli obremenjevala s tem, kakšnega spola sem. Jaz sem sledila svojim željam, svojim interesom in tam nekje v srednji šoli me je začela fizika še posebej zanimati. Naravoslovje me je ves čas, tudi nekako sem bila bolj tehnični tip, sem hodila na dalarski krožek, recimo v osnovni šoli, ampak potem sem se nekako na koncu srednje šole bolj usmerila v matematiko in fiziko in se potem na koncu odločila za fiziko. Tudi zato, ker je potem bila ena opcija, da ob študiju fizike poslušam še astronomske predmete in se potem, se pravi, tudi zvem več o vesolju, kar me še posebej zanimalo. Zdaj, o tem, koliko je žensk v fiziki, mislim, da je dolga leta ta odstotek bil tam nekje okrog 10%, 15%, tako da ta predstava, da so fiziki pretežno moški, je kar skladna z realnostjo. Se pa se mi zdi v zadnjem desetletju ali dveh to precej spreminja. Predvsem med mlajšimi generacijami je več študentov fizike zdaj, pa tudi na teh mednarodnih konferencah iz astrofizike opažam, da je več žensk. In se tudi posebej nekaterih potrudijo, da je potem tudi, ko sestavljajo program, ko izbirajo, kdo bodo vabljeni, predavatelji in tako naprej, da dajo priložnost tudi ženskam, da povabijo tudi ženske in to se pozna. Se mi zdi, da je celotno vzdušje na takih konferencah potem drugačno, manj je tekmovalno v smislu nekega nastopaštva egov in je bolj nekako umirjeno, tudi vsi pridejo do tega, da lahko postavijo vprašanje. Veliko krat je bilo drugače, tako če je bilo preveč tekmovalno vzdušje, so se ženske nekako povlekle vase, pa niti niso postavljali vprašanje. Tudi zdaj se mi zdi, da je to se precej spreminja na boljše. Zadnja desetletja pa se je zanimanje za vesolje zelo povečalo, ne? To namreč tudi vi znanstveniki opažate, ste bolj iskani, večkrat morate kar pojasnjevati in tako naprej, ne? Gotovo pa je k temu pripomogla tudi filmska industrija, ki svojo vesoljsko produkcijo, tako imenovano, ne, polni blagajne in pobira najbolj prestižne nagrade. Kako vi opažate to povečano zanimanje za to tematiko? Ja, mislim, da je zanimanje za vesolje že nekako od tiste vesoljske tekme v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Potem je mogoče malo zamrlo, zdaj se pa spet nekako oživlja. Jaz mislim, da je to oboje. Eno je filmska industrija, potem tudi nova odkritja znanstvena, ki potem nekako napajajo z idejami, z novimi odkritji in burijo domišljijo tudi filmskih ustvarjalcev. Se mi pa tudi zdi, da se zadnja leta spreminja to, da tudi mediji posvečajo več pozornosti znanstvenim dosežkom, ne samo v astronomiji, ampak tudi na drugih področjih znanosti, kar se mi zdi zelo pozitivno. V enem zadnjih filmov, če govorimo že o filmski
kosmičarski industriji, to je Nolanovem interstellarju, so znanstveniki, ki so sodelovali pri upodobitvi s pomočjo Einsteinove relativnostne teorije pokazali stvarne, realne črne luknje in filmski ljudje so strokovnjaki kar ugotavljali, da je resničnost res bolj neobičajna od fantazije. Je raziskovanje vesolja stvarna ali realna znanost? Ja, vesolje je res zelo veliko, ne, in pač je veliko bogatejše, kot si mi lahko zamislimo. Tako da nas velikokrat preseneča. Ne, v njem se dogajajo res taki ekstremni pojavi, pa tudi zelo redki pojavi. Ne. Pač, če imate na voljo nekaj 100 milijard zvezd v galaksiji, samo eni je teh galaksij nekaj 100 milijard vesolja, potem se lahko predstavljate, da tudi zelo, zelo redki dogodki se pač zgodijo. Ne. Recimo, verjetnost, da zvezda pade v črno luknjo, je ocenjena tam, recimo, da se to zgodi enkrat na 100.000 let na galaksijo. Če opazujete 100.000 galaksij, boste pa vsako leto opazili en tak dogodek. Seveda, to je ena stvar, ne? Se pravi, vesolje je bogato, bolj domišljijo, so v njem pojavi, ki si jih ne moremo zamisliti, mogoče mi, ampak po drugi strani seveda raziskovanje vesolja ni kar nekaj domišljijskega, ni nekaj domišljijskem svetu, ampak je pač znanost, je fizika, del fizike, uporabljamo pač znanstvene metode, meritve so vedno tiste, ki so potem merodajne. Je pa res, da seveda je astronomija oziroma astrofizika še nekoliko težavnejša, ne, meritve astrofiziki so težavnejše od klasičnih, recimo, ne, stereotipnih, ker bi si predstavljali, ker mi nimamo našega predmeta opazovanja tukaj, zdaj. Ne moremo kontrolirati pogoje našega eksperimenta, ne moremo spremeniti malo magnetnega polja, malo gravitacijskega, pa pritisniti gumb, pa vklopiti naprave. Ne. Mi smo odvisni pač od tega, samo od tega, kakšne informacije dobimo iz vesolja. In do zdaj smo bili, do nedavnega, smo bili omejeni pač s tem, da smo dobivali samo svetlobo. Ne, in še to v zadnjih 100 letih se je razširilo, ne, da smo ne samo vidni svetlobe, ampak da zdaj pokrivamo nekako vse vrste svetlobe, od radijske do rentgenske in gama svetlobe, s pomočjo satelitov, radijskih teleskopov in vseh teh sodobnih naprav. Potem smo dobili še detektorje kozmičnih delcev z vesolja, kjer pravzaprav kot detektor uporabljamo našo atmosfero. In potem imamo recimo pa še detektorje tudi na Zemlji. Potem so bili nevtrini, tudi eno tako okno v vesolja, ki nam prenaša informacije, recimo, kaj se dogaja v našem Soncu. In pa seveda zdaj, pred kratkim smo dobili še 4. okno v vesolje, to je pa, so pa gravitacijski valovi, ne, ki so spet čisto druga vrsta načina opazovanja vesolja. Tako da v tem smislu smo bolj omejeni. Ne. Recimo z sondami lahko raziskujemo samo mogoče bližnje planete, naše Osončje, do najbližjih zvezd pa ne moremo še poslati sond. Težko, ne? Ko ste prej v začetku omenili te črne luknje, me zanima, kako pojasniti črno luknjo, kako nastane. Vemo, da je prostor okrog nje zelo zanimiv. Navadno nam jo prikazuje kot nekakšen vijak, ki ima v sredini tak intenzivčen krog. Ne? In obstaja predstava, da preko nje lahko pridemo v nek drug prostor, neko drugo dimenzijo. Kaj je s tem? Ja, črne luknje so zelo zanimive. Od tega, kako nastanejo, ne? Predstavljamo se, da te črne luknje z zvezdnimi masami, spravi, ki imajo nekaj mas Sonca, pa nekaj 10 mas Sonca, da nastanejo ob kolapsu sredice zvezde, ki porabi, recimo neka masivna zvezda porabi vse svoje jedrsko gorivo, gravitacija jo stiska in potem se strmina sredica krči in kolapsira lahko v črno luknjo. To je recimo tak preprost model. Kako se predstavljamo črne luknje? Ja, ta predstava s tem lijakom, ki ste omenili, je nekako v 2 dimenzijah. Se pravi, če bi si 3-dimenzionalni prostor predstavljali v 2 dimenzijah, bi bil prazen prostor, bi bil pač ravna ponjava. Če je v tem prostoru pa neka masa oziroma energija, pa ukrivi ta prostor. Se pravi, nekako, tudi če mislimo, da gremo naravnost, nas v bistvu ta prostor nekako ukrivlja naše pot. Recimo, zato tudi svetlova, če gre mimo črne luknje, se ji pot ukrivi. Zdaj, kaj se dogaja v črni luknji, je težko vedeti, ne, pač mi od zunaj ne moremo vedeti, kaj se dogaja, ker pač je to definicija črne luknje, da iz nje
ne more priti nič, niti svetloba, ne, se pravi, ne moremo dobiti nobene informacije. Obstajajo pa seveda ti modeli, teorije, da so črne luknje kot nekako, če obstaja singularnost v središču črne luknje, da potem to vodi lahko v drugo vesolje, morda celo, in da so mogoče potem te črvine, da mogoče se pa da priti, ali pa tudi ne nujno v drugo vesolje, ampak v drug del našega vesolja, če je recimo vesolje ukrivljeno, ne? In da se da mogoče po teh črvinah bi se dalo potovati z enega dela vesolja na drugega, ampak to je vse zelo spekulativno, ne? In tudi vprašanje, če take črvine res lahko obstajajo dlje časa, ne samo za nek delček sekunde. A veljajo zakoni narave, taki fizikalni zakoni, ne? In seveda, a so one v nekem gibanju, v rotaciji, ali so pa skozi mirovanje? Ja, v črni luknji pač seveda veljajo zakoni narave, je pa tako, da pač kaj se dogaja s to singularnostjo in recimo, ko pridemo na zelo majhne skale, potem Einsteinova splošna teorija relativnosti, ki opisuje sicer črne luknje, ni več ta prava teorija, ker bi potrebovali kvantno gravitacijo. Zdaj, dokler od zunaj gledamo v črne luknje, lahko pač vemo, kakšno maso imajo, kakšno vrtilno količino imajo, se pravi, če se vrtijo, ne, kako hitro se vrtijo in pa, če imajo recimo nek električni navoj. To se da izmeriti, naprimer, preko nekih efektov, ki jih ima potem črna luknja na okolico. Kaj bi se pa zgodilo, če bi recimo padli noter? Ja, to ne bi bilo prijetno. Kaj bi se zgodilo, recimo, da bi astronauta poslali v črno luknjo? Odvisno zdaj, kakšna črna luknja bi bila. Skaže se, ne, da tiste črne luknje, ki so večje, niti ne čutimo tako te plimske sile, ki se približujemo. Plimsko sila je tudi to, kar povzroča pač plimo na Zemlji. Se pravi, gravitacija pada z kvadratom razdalje od nekega masivnega telesa in recimo astronaut, ki bi padal proti črni luknji z nogami navzdol, naprimer, ne bi čutil veliko večjo gravitacijsko silo na noge, ki bi bile bliže črni luknji kot na glavo, ki bi bila dlje. Se pravi, bi obstajala neka razlika teh sil, bi pomenila, da bi tega astronauta vleklo tako, ne, vzdolžno. En špaget bi ga raztegoval. Ampak se izkaže, da recimo take supermasivne črne luknje, kot so v središčih galaksij, ki imajo mase nekaj milijonov do nekaj milijard mas Sonca, da take v bistvu niti niso nevarne. Se pravi, niti lahko bi prečkali Schwarzschildov radijus, horizont črne luknje, vstopili v črno luknjo, pa še niti ne bi čutili te plimske sile, kaj močno. In šele potem v notranjosti bi postala taka, pač, ko ste pa enkrat v črni luknji, ne pravi enačbe, pa pač neizbežno padate proti središču, proti tej singularnosti. In ta plimska sila se večja in večja in večja in slej ko prej pač bi tega astronauta pač tako raztegnilo, ne, da bi ga uničilo. Po drugi strani pa take manjše črne luknje, ki imajo pa nekaj mas Sonca maso, pa so veliko bolj nevarne. Tam bi pa ta plimska sila raztegnila astronauta še prej in bi sploh prišel v bližino horizonta. Je pa potem še ena neprijetnost bi doletela takega astronauta, ker bi se bližal horizontu črne luknje, bi tudi recimo v črno luknjo padal ne samo on, ampak pada tudi svetloba iz vesolja, ne, iz okolice, iz bližnjih zvesel, kakorkoli. In pri tem, ko pada, dobiva vedno večjo energijo, vedno višjo frekvenco in postane tako izvidne svetlobe, naprimer, lahko postane rentgenska svetloba, ki pa je seveda zelo škodljiva za živa bitja, ker poškoduje celice. Tako da tudi to ne bi bilo prijetno. Za preživetje, ne? Ne. Kako pa znanstveniki lahko sploh konsistentno opišete stvarno podobo, recimo sveta, ne? Če pa obstaja teorija, ta relativnostna teorija, ki dopušča tudi, mislim, da ste že omenili neke časovne paradokse. Ja, obstajajo časovne paradokse, ampak niso, se jim tako reče, ampak te teorije so vse konsistentne med sabo. Napovedi Einsteinove teorije so konsistentne, vsaka fizikalna teorija mora biti konsistentna sama s sabo. So pa pač mogoče paradoksi z vidika našega dojemanja časa. Ne? Pač moramo opustiti to idejo, da je čas neka univerzalna količina, da teče za vse opazovalce enako, ampak pač ne teče, ne? Odvisno je od tega, kako se gibljajo in pa recimo, če so v gravitacijskem polju ali ne. Še nekaj o črnih luknjah.
Kaj recimo bi se zgodilo, če bi namesto nekega planeta v našem sončnem sistemu obstajala ta črna luknja? Kako bi se obnašala recimo Zemlja? Kar se gravitacijske sile tiče, ne bi bilo nobene razlike. Tisto, kar je po čemer se gravitacijsko polje črne luknje razlikuje od gravitacijskega polja nekega drugega telesa z enako maso, je samo v bližini, v sami neposredni bližini, tam mogoče na 100 Schwarzschildovih radijih stran od črne luknje. Tako da, če bi bilo, če bi namesto Marsa bila črna luknja, z enako maso bi pač se potekalo nekako, kar se gravitacije tiče enako. Razlika bi pa bila zdaj, recimo, če bi ta črna luknja vlekla nase nek osnov, nek plin iz okolice, ki bi potem se pri tem približevanju horizontu močno pospeševal in bi potem mogoče svetil rentgensko svetlobo ali kaj takega, to bi pa potem lahko nekako vplivalo tudi na Zemljo, posredno, ne preko gravitacije, ampak preko tega elektromagnetnega valovanja. No, če črne luknje, recimo, tak izraz rabimo, požirajo, ne? Materijo, kot ste prej recimo rekli, z astronautom, recimo hipotetično, ne? In to potem tudi izvržejo v ta galaktični prostor zelo silovito, ne? Kako astrofiziki sploh to zapažate? Ja, same črne luknje ne izvržejo snovi, ampak je pač ta snov, ki pade v črno luknjo, ima pogosto vrtilno količino in potem ne pade neposredno, tako kot astronaut prej, ki sem opisala, ampak pač nekako zakroži okrog črne luknje, tvori en tak akrecijski disk, ki potem močno seva in potem tudi velikokrat opazijo, recimo to se dogaja v središčih galaksij, tako imenovanih aktivnih galaksij, kjer je v središču supermasivna črna luknja, ki požira snov. In ta disk, ki nastane potem okrog take črne luknje, zelo močno sveti. Lahko sveti 100-200 krat močneje kot celotna galaksija. Vse zvezde v tisti galaksiji, toliko svetlobe prihaja iz enega majhnega dela v bližini, v središču galaksije. In potem v nekaterih od teh tudi opazimo, da pa nekako pravokotno na to ravnino izhajata iz tega območja dva curka snovi, jeta, kot jim tudi rečemo. Tako da to je zdaj čist natančne simulacije, računalniške še niso čist dovršene, ampak nekako prehaja ta rotacijska energija tega diska potem v te curke snovi. Tako da neposredno črnih luknj ne vidimo, ker so pač premajhne in predaleč v vesolju, vidimo pa pač te pojave, ki jih lahko opazimo samo s pomočjo črnih luknj. Te najbolj silovite pojave v vesolju lahko pojasnimo edino z gravitacijsko energijo. Veliko gravitacijske energije dobimo, če nekaj pač pade v neki kompakten objekt, kot pravimo, naprimer v črno luknjo. Tako padanje snovi v črno luknjo lahko tudi 20-krat bolj učinkovito, kot so jedrske reakcije v Soncu, naprimer. Tako da je malo, tako mi na Zemlji se gravitacije skoraj da ne zavedamo, približno konstantna je, pač živimo z njo, se nam zdi, da je najmočnejši vir energije jedrska energija. Ampak v vesolju, ko gremo na velike skale, postane pa gravitacija dominantna sila in je močnejša nekako od jedrske, tudi je edina sposobna v zelo kratkem času sprostiti veliko količino energije. Zato vedno najdemo gravitacijo v osrčju teh najbolj silovitih pojavov, od aktivnih galaktičnih jeder do izbruhov sevanja gama, eksplozij supernov, pa tudi zdaj recimo izlitja nevtronskih zvezd ali pa črnih luknj. Kaj je recimo z neko domnevo, ali pa mislim, ki se pojavlja seveda med astrofiziki, a ne da je celo vesolje ena sama črna luknja? Kaj s temi špekulacijami? Ja, ta ideja je kar veliko zanimanja požela tudi v splošni javnosti, se mi zdi. Mislim, da izvira pač iz teh nekih podobnosti med pojavi, naprimer pač črna luknja je pač nek območje v vesolju, ima nek horizont, izven, recimo, znotraj katerega ne moremo videti. Pri prapoku, oziroma velikem poku, pri nastanku vesolja, pa pač imamo tudi ko se vesolje širi, imamo za neki kozmološki horizont, do kje lahko vidimo v tem vesolju. Tako da je podobno mogoče na nek način, neka podobnost obstaja. Sedaj so tudi razlike, recimo črna luknja je v prostoru, medtem ko pa ta prapok ustvarja šele prostor, ko se širi sproti nekako
ustvarja prostor, ni v nekem drugem prostoru, vse kakor zaenkrat vemo. Ne, se pravi, so seveda teorije, da je naše vesolje samo ena črna luknja v nekem večjem vesolju, kjer jih je veliko več. Je tudi seveda tle zraven še ena zanimivost, ne, ki daje pač neko določeno težo temu modelu, je, da je, če pogledamo nekako celotno maso našega vesolja, mislim, da je okrog tam vidne snovi za približno 10 na 53 kilogramov, izračunamo Schwarzschildov radij, da se pravi, kako velika črna luknja bi temu ustrezala, dobimo približno nekako velikost, današnjo velikost opazljivega vesolja. Ne? Ampak to gre v bistvu bolj za naključje. Nasploh, mislim, kot pogosto v fiziki, ne, so podobne enačbe, ki opisujejo dva različna pojava. Ne? Podobne so zato, ker izhajajo iz nekih osnovnih principov istih. Ne? Recimo, in širjenje vesolja in črne luknje opisujemo z Einsteinovo splošno teorijo relativnosti. V obeh primerih imamo opravka z neko sferno simetrijo, sprej, ne, v vseh smerih je stvar enaka in tle potem pridejo to, da so enačbe na nek način podobne, a ne, ampak vse je to pač špekulacija, tako da jaz ne bi imala tega zelo resno. No, prihodnost bo še bolj odkrila, ne, kaj bo. Profesorica Gobec, ob pojavu črnih lukenj njihovo obnašanje se veže tudi pojav gravitacijskih valov. Ne? Znanstveniki so jih prvič zaznali pred 3 leti s sistemom LIGO, postavljenim v Združenih državah. Te je menda že leta 1916 predvideval Einstein, čeprav se jih je potem leta 1936 o njihovem postoju izrazil neko skepso. Ne? Potem pa je znanost čakala kar 50 let, da je dokazala, da res obstajajo. Za odkritje pa je bila dodeljena tudi Nobelova nagrada. Zakaj so gravitacijski valovi tako pomembni, kako jih v bistvu pojasniti? Gravitacijski valovi so nekako neko valovanje prostor-časa samega. Spet ta ukrivljenost prostora, recimo, ki jo si predstavljamo s tem lijakom, ki smo ga prej omenjali okrog črne luknje, se seveda zdaj spremeni, če se ta črna luknja spremeni. Ne? Nekako potuje z njo. Informacija o tem, kako je prostor-čas ukrivljen, se širi s svetlobno hitrostjo, ker se ne more pač v trenutku preširiti, ker to bi bilo v nasprotju z osnovno predpostavko teorije relativnosti, da je svetlobna hitrost največja hitrost. Ne? In zdaj seveda, če imamo pa recimo maso, ki se giblje pospešeno, naprimer, da imamo dve masi, ki se gibljate ena okrog druge, okrog težišča sistema, potem pa to ukrivljenost prostora naredi v bistvu, dobimo tako nagubanost prostora, se pravi valove, ki se potem širijo s svetlobno hitrostjo v prostor. Seveda, ti efekti so zelo majhni, zato da naredite, da ukrivite, kako si predstavljate, da je prostor čas zelo trd, zelo se morate potruditi, da ga nagubate, da ga ukrivite in se pravi, tle rabite velike, močno gravitacijsko polje, velike mase in seveda efekti so zelo majhni, zato je tako težko bilo odkriti te gravitacijske valove do zdaj. Recimo, ta sistem LIGO, ki ste ga omenili, je tako natančen, da bi mi izmerili razdalje do najbližje zvezde na debelino lasu natančno. Se pravi, 4 svetlobna leta na debelino lasu natančno. Se lahko predstavljate, to je v bistvu najbolj natančna naprava, ker jo je človeštvo izdelalo. Je pa to zdaj seveda neposredno odkritje, gravitacijska detekcija, ki je uspela v observatoriju LIGO, predtem smo imeli pa to posredno detekcijo v sistemu dvojnega pulzarja, za kar sta pa potem Hals in Taylor dobila Nobelovo nagrado. Ampak tisto je bilo posredno v smislu, da so ugotovili, kako se ti dve nevtronski zvezdi približujeta ena drugi, zato ker izgubljata energijo zaradi gravitacijskega valovanja. Se pravi, teoretična napoved, koliko energije morate izgubljati zaradi gravitacijskega valovanja, se je zelo natančno jemala z meritvami, tako da praktično po tistem jaz mislim, da noben astrofizik ali pa zelo redki, da bi dvomili, da gravitacijske valovi obstajajo, ampak jih je bilo pa veliko še do nedavnega, ki so dvomili, ali jih bo mogoče kdaj neposredno zaznati, tako z observatorijem LIGO, ker so res izjemno majhni efekti, ki jih povzročajo.
A je prišlo do zlitja teh dveh nevtronskih zvezd, ki ste omenili, da sta se približevali? Ne, ti v bistvu še vedno se približujete, ne, se pravi, to traja zelo dolgo časa, ko izgubljate zelo malo energije, tako da se počasi približujete in boste še dolg časa rabili, še 1000 let, da se boste res približali zgledi. Medtem, ko to, kar je pa observatorij LIGO zazna, ne, on pa zazna te zadnje stopnje tik pred zlitjem in samo zlitje recimo dveh črnih lukenj ali pa dveh nevtronskih zvezd, kot je bilo lani avgusta. Kaj lahko to odkritje pomeni recimo za nadaljne raziskave? Ne? Bo znanstvenikom to omogočilo spoznanje doslej nevidnih pojavov v vesolju? Bodo gravitacijski valovi omogočili razjasniti ekspanzijo vesolja, vprašanje temne energije, ki mislim, da je sploh sveti gral znanosti. Ne? Morda bodo tudi lažje detektirali črne luknje, stanje nevtronskih zvezd in drugo. Sigurno, ne? LIGO tako zaznali zlitje dveh črnih lukenj, tih pojavov prej nismo zaznali. Ne? Prej so čisto nove pojave, ki jih prej ni bilo mogoče opazovati. Tudi nismo niti vedeli, da obstajajo pari črnih lukenj v vesolju, ker ni bilo načina, na katerega način sevata svetlobe in pač samo gibljata, nekako ste že itak počistili tisto okolico in se gibljata v praznem prostoru, potem pač težko zaznamo. Tako da, mislim, smo sicer predvidevali, da obstajajo tudi pari črnih lukenj, ampak pač to je bila prva taka detekcija. Potem recimo so pokazali že, da obstajajo črne luknje z masami tam nekaj 10 mas Sonca, 30-40 mas Sonca, kar prej tudi, ne, prej smo videli tam do 15 recimo mas Sonca, ne, da obstajajo črne luknje. Tako da to zdaj odpira spet eno vprašanja, recimo, ki se tičejo razvoja zvezd, ne, modelov, kako se zvezde razvijajo, kako nastaneta dve črni luknji v paru, ne, se pravi vsaka zvezda masivna, ki dogori, ki doživi, pač, ko pride do konca svojega življenja, eksplodira kot supernova, da potem iz nje nastane črna luknja, ampak vseeno nekako ta eksplozija ne sme uničiti dvojnega sistema, ne, če hočemo na koncu dobiti dvojno črno luknjo. Kar se tiče nevtronskih zvezd, seveda gravitacijski valovi v bistvu nam omogočajo, da nekako res proučujemo, kako je prostor čas ukrivljen v bližini črnih lukenj in nevtronskih zvezd. Tega pač z svetlobo ne moremo, ker nimamo dovolj resolucije in so to premajhni objekti. Tako da ta signal, ne, kako gravitacijski val poteka, nam pa točno pove, kaj se dogaja v gravitacijskem polju v neposredni bližini. Recimo, za nevtronske zvezde je zelo pomembno, da bi znali izmeriti, kakšna je njihova masa in velikost. Ker to nam potem pomaga povedati, kakšna je snov nevtronskih zvezd. V nevtronskih zvezdah so gostote take kot recimo v atomskih jedrih. Zelo izjemno visoke, takih na Zemlji ne moremo narediti in taka snov se obnaša čisto drugače, kot smo navajeni. Ne? Tako da s pomočjo te odvisnosti na masi in velikosti, ki recimo različni modeli teh nevtronskih zvezd različno napredujejo, ne bi lahko testirali, kateri model je pravi. Potem pa seveda so še druge recimo stvari, ki jih pač gravitacijski valovi potujejo skozi vse, ne? Ni važno, je vmes plin, prah, tako da lahko res vidimo recimo tudi v središče eksplozije supernove. Naprimer, če eksplozija supernove ni povsem simetrična, ne, potem nastanejo tudi gravitacijske valove v tem, ne, in recimo bi tudi to bilo zelo zanimivo opazovati. Je pa recimo že tudi ta avgustovski primer, ko so odkrili hkrati gravitacijske valove in svetlobo, tako gamma svetlobo kot tudi vidno svetlobo, je bil prvi tak primer, ne, kjer so temu reči tudi, da je to nekako rojstvo večglasniške astronomije, ker smo isti pojav opazovali skozi čist dva različna pogleda. To je tako, da bi to zdaj imeli samo sliko, zdaj smo dobili pa še zvok. Imamo komplementarne informacije. No in v tem primeru recimo je bilo tudi zanimivo to, ker smo lahko uporabili ta izvor za merjenje Hubbleove konstante, se pravi, kako se vesolje širi. Na en način so izmerili oddaljenost tega izvora iz signala gravitacijskega, iz jakosti, po drugi strani so pa lahko določili tudi oddaljenost preko kozmološkega rdečega premika, se pravi, kako se spektralne črte v svetlobi galaksije premaknejo, tako da sta bila to dva popolnoma neodvisna načina merjenja
razdalje. In če bi imeli takih primerov v prihodnosti še več in bi lahko pač zelo natančno določili obe dve razdalji, primerjali, bi bilo tudi zanimivo to za kozmologijo, ne, in potem tudi za kako se vesolje širi. Kaj pa je z načrti, da nameravajo tak sistem LIGO, ne, s temi kraki postaviti v vesolju, da samo v veliko večjih dimenzijah? Ja, to je zdaj, so resni načrti, seveda, ne, to je projekt Evropske vesoljske agencije, reče se mu LISA eksperiment, in sicer gre za to, da bi imeli tak laserski interferometer v vesolju, v bistvu približno tako kot orbita Zemlja, Sonca, bi se tudi ta sistem 3 teleskopov in pač tudi laserjev premikal v enem takem enakostraničnem trikotniku, bi ohranil razdaljo in se premikal okrog Sonca, pač po tirnici, bi pa bili ti kraki seveda veliko daljši. Mislim, da so zdaj se odločili, da bo okrog 2,5 milijona bo razdalja posameznega kraka. So imeli že tudi leta 2015, mislim, da so izstrelili LISA Pathfinder, se pravi en poskusni eksperiment, ki pa se je zelo dobro odrezal, da je boljši, kot so pričakovali. Tako da zdaj je to ena od naslednjih misij Evropske vesoljske agencije, s tem, da se je pa načrtovana izstrelitev tam nekje v 30 letih. No, ampak načrti so resni. Načrti so resni in seveda je to še posebej zdaj, ne, mislim, tudi ta detekcija z ligotom, ne, to daje pač neko dodaten zagon tem raziskavam, temu razvoju tega projekta, ne, pač nekako je potrdilo, ne, da je smiselno vlagati v to, ker pač so čisto res realnejše možnosti, da bodo zaznali. Je pa to čisto drugače, ne, se pravi, s tem, da bodo daljši kraki, bo tak sistem občutljiv na gravitacijske valove z nižjimi frekvencami, nekako z daljšo periodo. Se pravi, LIGO zaznava recimo na skali, recimo milisekund pojave, se pravi nekaj, kar se dogaja, ker se dve majhni črni luknji zlijeta ali pa dve nevtronski zvezdi. LISA bi pa lahko zaznavala recimo take pojave, ki se dogajajo na skalah sekund ali pa ur, ne, recimo, da bi se dve supermasivni črni luknji v središču neke galaksije zlili. Ker poznamo recimo, da se v vesolju se včasih zgodi, da dve galaksiji trčite in če ima vsaka črna luknja, se lahko ujamete v orbito eno okrog druge, te črne luknje, potem s časom izgubljate pač energijo in odkrilo dajete gravitacijske valove. Ne? Te frekvence so seveda potem drugačne kot pri majhnih črnih luknjah in to bi recimo lahko LISA zaznavala tak ples teh supermasivnih črnih luknj. Prej smo omenili tudi pojav izbruha severnega gama v vesolju. Ne? Zanimivo, ne? Tudi to je področje, ne? Ki se z njim vi ukvarjate. Lahko pojasnite, kaj so recimo ta sevanja, ne? Kakšen njihov izvor, kakšna narava objektov, ki jih oddajajo in kakšne so teorije za nastanek. Izbruhi severnega gama so kratki, bliski gama svetlobe, ki se pojavijo nenapovedano v naključnih smereh neba, v naključnem času, trajajo od milisekund do nekaj minut, včasih tudi mogoče par tisoč sekund. In jih nekako so ugotovili potem, da jih delimo lahko v dve vrsti. Eni so dolgi, ki trajajo več kot 2 sekunde in za te imamo zdaj že v bistvu več kot 15 let kar trdne dokaze, da nastajajo na podoben način kot supernove. Se pravi, ker neka masivna zvezda porabi vse svoje jedrsko gorivo in na sredica kolapsira ali nevtronsko zvezdo ali črno luknjo. S tem, da v tem, za razliko od supernov, se zdaj zgodi, da verjetno zato, ker se zvezda tudi močno prej že vrti hitro, da nastaneta 2 curka snovi, ki potem prevrtata skozi ovojnico zvezde in potem se širite z svetlobno hitrostjo v prostor. Tam se potem zaletite lahko tudi nek medzvezdni plin in ob tem nastane veliko energije. Najprej nastane v tem curku gama svetlova, ki jo vidimo mi potem kot ta blisk, recimo sateliti, z očmi je ne vidimo, pa tudi skozi atmosfero ne pride do tal. In potem kasneje, ko se zaleti ta curek v medzvezdni plin, se nekoliko ustavi, potem nastane pa lahko tudi vidna svetloba, ki jo opazujemo s teleskopi na Zemlji, potem lahko ali pa radijska. Tako da to so te dolgi izbruhi. Za kratke izbruhe, ki trajajo manj kot 2 sekundi, je bil pa vrsto let model, da nastanejo v vzličju 2 nevtronskih zvezd ali pa nevtronske zvezde in črne luknje.
Ampak za ta model nismo imeli neposrednih dokazov. Imeli smo samo posredne, da smo videli, da se dogaja v takih delih galaksijah, pa v takih galaksijah, kjer so pretežno stare zvezde, se pravi, da niso povezani z supernovami in podobno, ampak na nek drug način nastanejo. Bil je ta model, neposrednega dokaza pa nismo imeli do 17. avgusta lansko leto, ko je prišlo do te detekcije, ko je LIGO zaznal signal, ki je ustrezal zličju 2 nevtronskih zvezd in satelit Fermi 1,7 sekunde kasneje se mi zdi gamma svetlobo, ki je prišla iz istega dela neba. In potem so seveda lahko iz signala gravitacijskih valov so lahko določili, da je približno na razdalji približno 130 milijonov svetlobnih let, daleč se je to zgodilo. In astronomi so kot ki pač uporabljajo običajne teleskope za vidno svetlobo, so vedeli, da na tistem delu neba je na taki razdalji približno 20-30 galaksij, so šli poslikati tiste galaksije in so, mislim, da 11 ur po zaznanem gravitacijskem signalu so ugotovili, da je v eni od galaksij, da se je pojavila ena nova pikica, ki je potem s časom obledela, tudi malo spreminjala barvo proti rdeči, tako da vse skupaj se je ujemalo s tem, da je pač istočasno nastal tudi kratek izbruh sevanja gama, ki mu je potem sledil nek zasik, pravimo, pa potem kasneje še celo neko sevanje kilonove, ki je nekaj podobnega kot supernova. Nastane pa zaradi produkcije težjih elementov v bližini zlitja nevtronskih zvezd. Tako da to je bil pa tak smoking gun, kot pravijo temu, ne res tak dokaz, kjerega smo čakali 20 let o tem, da je ta model za kratki izbruh sevanja gama pravilen, in se je izkazalo, da je. Glede na to, da tako suvereno nam pojasnjujete recimo te pojave v vesolju, kje pa je vaš raziskovalni laboratorij? Ja, mislim, laboratorij. Moj laboratorij na nek način je moj računalnik, ker pač danes v astronomiji pretežno dobivamo podatke v elektronski obliki itak, in pa seveda nadaljavo. Recimo, sodelujem z skupino, ki ima v uporabi teleskop Liverpool, to je robotski teleskop na otoku La Palma, v Kanarskem otočju, se pravi, že samo to dejstvo, da je robotski, pomeni, da ni potrebna prisotnost človeka na teleskopu. Potem so pa seveda še drugi teleskopi, ki jih uporabljamo, ki so tudi seveda na takih krajih, kjer so opazovalni pogoji čim boljši. Če postavite drago opremo, boste dobro premislili, kam jo boste postavili. Tako da to so zdaj recimo poleg Kanarskega otoka La Palma, kjer je observatorij, so tudi observatoriji, recimo velik observatorij v Čilu, ta Evropski južni observatorij tam gradi, pa tudi recimo ZDA, marsikaj gradijo tam tudi ta veliki pregledovalni sinoptični teleskop. In pa potem recimo na Havajih, so tudi tam, kjer so res suha atmosfera, ni svetlobnega onesnaženja, malo oblačnosti. Pa seveda tudi potem so na nek način laboratoriji tudi sateliti. Recimo te izbruhe sevanja gama detektirajo sateliti, najpomembnejši je SWIFT, NASIN satelit SWIFT, potem je pa še recimo Integral od Evropske vesoljske agencije, pa zdaj so še tudi novi v pripravi. In ste članica vseh teh asociacij, da lahko sploh potem kot skupina lahko delujete? Ja, zdaj odvisno. Nekateri podatki nekaterih recimo satelitov so javni, recimo NASIN, SWIFT in Integral so javni podatki. Pri dostop do teh velikih teleskopov v tujini seveda je pa gre preko kolaboracij. Zdaj Slovenija ni članica Evropskega južnega observatorija, tako da tukaj direktno ne moremo prijavljati projektov, lahko jih pa preko sodelavcev recimo v Italiji, Veliki Britaniji. Se pa zdaj smo na Univerzi v Novi Gorici včlanili v to kolaboracijo velikega pregledovalnega sinoptičnega teleskopa, LSST, kot mu rečejo, kjer pa je potrebna pač neka finančni prispevek. Kakšne odkritja v vesolju pa pričakujete recimo v prihodnjih desetletjih? Kaj je zdaj recimo najbolj aktualno, kaj je v ospredju? Omenili ste seveda ta LIGO v vesolju recimo, Ja.
bil že leta 30, ne? Ja, to je zdaj težko, mislim, nehvaležno je biti prerok, ne, znanstvenih, ker je pač še posebej v astronomiji, ker se mi zdi, da je veliko, krat so presenečenja. Seveda, dve glavni temi, ne samo astronomija, ampak fizika nasploh, sta pač temna snov in pa temna energija. Kaj predstavlja večino mase v vesolju in potem pa tudi seveda večino energije, ne? Ker ta običajna snov, kot jo poznamo, je samo nekih 5% celotne mase energije vesolja. To je sigurno ena, zdaj si ne bi upala napovedati, kdaj in kako se bo ta zgodba razpletla. Verjetno bomo nekaj več o temni snovi izvedeli prej, kot o tem, kaj je temna energija. So pa recimo ti gravitacijski valovi zdaj eno tako zelo vroče področje. Če bi 5 let nazaj vprašali, ne, bi pač mnogi rekli, da se iz tega pa mogoče nič ne bo, ker je to pretežko zaznati. Zdaj je pa pač zelo aktualno in tudi je lepo, ne, ker je potem en taka dodatna motivacija v celotni skupnosti, ker ta opazovanja res so nekako povezala ne samo astronome med sabo, ampak tudi fiziki, ki so sodelovali pri tem LIGO projektu, potem poleg astronomov, ker recimo uporabljamo svetlobo, ne, vidne teleskope za vidno svetlobo in pa satelite, so sodelovali tudi recimo moji kolegi z našega centra za astrofiziko in kozmologijo, ki sodelujejo pri projektu Pierre Auger, kjer zaznavajo delce, ki prihajajo iz vesolja, tako da je res ena taka, res tak en vrvež je nastal v celi skupnosti. Mislim, da je okrog 3000 znanstvenikov sodelovalo pri opazovanju tega enega pojava, da so v nekaj mesecih napisali, mislim, da 20 ali 30 člankov na to temo in še veliko več jih bo sledilo. Sekaj, to je eno tako res boom področje zdaj. No, ker sva rekli prej že na začetku, ne, da se laična javnost vidno bolj zanima za te pojave v vesolju. Pa me zanima, koliko ste znanstveniki pripravljeni pojasnjevati na bolj laičen način ta dogajanja, ne? Da se pojasnjevanje preveč ne poenostavlja ali kar zbanalizira. Ja, zdaj sta dve stvari. Eno je pač, koliko smo pripravljeni pojasnjevati nasploh. Nekaterim se mi zdi to odveč, se jim ne ljubi, po domače rečeno. Drugi se pa mogoče malo bolj zavedamo, ne, da nekako, če ljudi to zanima, je naša dolžnost, da nekako davkoplačevalcem vrnemo s tem, da se potrudimo in pojasnimo tudi na bolj laičen način stvari. Zdaj, do kjere mere da se to ne zbanalizira, ja, to je pa zdaj odvisno od vsakega posameznika in tudi od medijev. Recimo, sigurno obstajajo teme, ki si medijem zdijo bolj zanimive, bolj gledljive in jih potem mogoče tudi tako bombastično predstavljajo. Recimo, eksoplaneti so recimo eno tak področje, ki seveda je zanimivo, v smislu, ali obstaja še nekje življenje, ali bomo odkrili, recimo, da je nekje pač so izpolnjeni pogoji, pa mogoče preko sestave atmosfere, da bomo tudi videli, da res obstaja življenje. Potem je pa recimo zelo pa radi mediji včasih, sploh ti bolj rumeni izkoriščajo, recimo, če je kak asteroid, ki prihaja v bližino Zemlje in potem z tega naredijo veliki boom in strašijo ljudi, da se bliža katastrofa ali kaj takega. To se mi zdi že pa seveda absolutno, da gre predaleč potem. Zdi pa se, da je danes morda bolj kot pa v nekih minulih obdobjih pri raziskovanju poudarek na aplikativnih raziskavah in to ne samo na naravoslovju, ampak na vseh področjih znanosti. Domnevam pa, da so raziskave v astrofiziki bolj usmerjene v temeljne raziskave, v temeljne iskanje zakonitosti, saj na tem področju gotovo še veliko neznank. Pa vendar, ali lahko tudi astrofiziki ponudite kaj aplikativnega, uporabne rezultate vaših dognanj? Ali se lahko motim pri tem? Ja, kot ste rekli, na prvi pogled res mogoče astrofizika zgleda, ker je pač to res popolnoma nepovezano z dogajanjem na Zemlji in nima smisla, da mogoče, da zapravljamo preveč denarja za to. Ampak kot vedno v
te diskusije o temeljnih pa aplikativnih raziskavah nikoli se ne ve, kje se bo nekaj aplikativnega pokazalo tudi v temeljnih raziskavah. Že samo recimo razvoj raznih satelitov prinese toliko nekega tehnološkega napredka, ki ga je potem mogoče uporabiti na Zemlji. Ne? Ampak ne samo ta razvoj satelitov, tudi recimo čist temeljna spoznanja o vesolju in o fiziki nasploh so lahko potem uporabne nekje, ki si sploh mogoče najprej ne predstavljamo. Ne? Recimo Einsteinova splošna teorija relativnosti, ki jo uporabljamo za opis črnih luft, nevtronskih zvezd, gravitacijskih valov, se sliši čist nepovezana z Zemljo in marsikdo mogoče misli, da se bi lahko čist mirno shajali tudi brez nje. Ampak efekti iste enačbe, kot opisujejo gravitacijsko polje okrog črne luknje, opisujejo tudi gravitacijsko polje okrog Zemlje. In ko pridemo recimo do visoke tehnologije, ki jo na primer omogoča danes sistemi navigacijskih satelitov, da nam deluje navigacija na telefonu, so tako občutljivi, da zaznajo tudi to odstopanje gravitacijskega polja, Zemljinega gravitacijskega polja od Newtonove gravitacije in je potrebno upoštevati Einsteinovo splošno teorijo relativnosti. Če ne bi upoštevali Einsteinovo teorijo relativnosti, bi ta navigacijski sistem vsak dan zgrešil za 12 km, se pravi, bi bil popolnoma neuporaben. In to je recimo tak zelo nazoren primer, po mojem mnenju, kako vidimo, da nekaj, kar se nam mogoče zdi, da je res neka znanstven detalj v nekateri decimalki, nam potem v resnici stvari ne bi delovale in jo lahko isto znanje, ko smo ga tam dobili, ne, uporabimo tukaj za opis gibanja teh satelitov okrog Zemlje in preko tega potem tudi seveda za določanje našega položaja glede na te satelite, ker v bistvu nekako je ta navigacijski sistem, ki jih imamo na telefonih, recimo. No, znanstvenim dognanjem se zlasti danes v obdobju teh velike večine spletnih medijev nasproti postavijo pseudoznanstvene trditve, ne, ki pa pod plaščem demokratičnih objav uveljavljajo svoje razlage in lahko tudi zavajajo javnost. Ne. Kako se lahko temu ubranite znanstveniki in kako lahko uveljavite svojo avtoriteto? Ja, to je seveda zelo žalostno, ne, da se to dogaja, ker pač demokratičnost je seveda pozitivna stvar, ampak vse nekako mnenje niso enakovredne. Ne. Če se nekdo 30 let ukvarja z enim področjem in je strokovnjak, to ni isto, kot če nekdo recimo 2 meseca brskal po internetu in prebral v bistvu nereferirane neke prispevke, ki jih je lahko objavil kdorkoli. Zdaj, jaz sem seveda za to, da se razpravlja, ne, tudi o že nekih ustaljenih znanstvenih zadevah in teorijah je čist legitimno se včasih pogovarjati, dvomiti, preizkušati, ne, ampak če so pa ene stvari že potrjene, ničkolikokrat je pa nesmiselno, ne, recimo zdaj, a je Zemlja okrogla ali ravna, ne, tako kot je zdaj spet popularne trditve se pojavljajo, da je Zemlja ravna. Mislim, da je to škoda časa, da bi razmišljali o tem, pa diskutirali. Je pa to seveda potem, tle gre zraven odgovornost medijev, ne? Komu pa ponudijo mikrofon, ne? Koga postavijo pred kamero. In tle je mogoče bolj na medijih, da bi mogli oceniti, kaj sploh je tema za razpravljanje in pa seveda, katere sogovornike povabiti, ne? Pred mikrofon. No, seveda še tole me zanima, ne? Kako vas vaše gledanje skozi teleskop, ta vesoljna prostranstva odmakne od zemeljskih problemov, napetosti, nepravilnosti, s katerimi se nenehno srečujemo, ne? In kako s tako izkušnjo se tudi recimo vaši ali pa nas vseh zemeljski problemi relativizirajo? Na nek način mogoče ja, ne? Ampak vseeno smo tudi astronomi vpeti v probleme na Zemlji. Ne? Se pravi, moramo jih tako plačevati položnice, pridobivati projekte, tako da nismo tako, da bi kar lebdeli, ne, nad temi zemeljskimi težavami. Je pa verjetno mogoče malo drugačno gledanje vseeno, ne, če se pač skozi delo nekako vsak dan zavedaš, da je Zemlja pač en droben prah v vesolju, ne, da potem
verjetno imaš drugačen pogled kot pa kak politik, ki je poln samega sebe, če tako, pa niso samo oni, ampak tudi, mislim, se tudi pred astronomih najde kak, ki je poln samega sebe, ampak tako mislim, da pač v tem smislu ukvarjanje z vesoljem se daje nek tak občutek malo skromnosti, ne? Pač skozi astronomijo smo se ves čas, nekako skozi zgodovina je pokazala, ne? Da je človeštvo nekako vedno se stopalo z nekega prestola, najprej da je Zemlja središče vesolja, potem smo mislili, da je Sonce središče galaksije, pa da je galaksija edina, potem smo ugotovili, da tudi galaksija ni nič posebnega naša, ampak da jih je nekaj 100 milijard v vesolju, tako da zdaj mogoče naslednji korak, da bomo res prišli do tega, da naše vesolje ni edino vesolje, ampak da so še druga vesolja.